Povejte mi, kaj ste želeli s to opero, ali lahko rečemo, da je to opera povedana? To je kozmična opera, to pomeni kozmična, da je inspirirana iz kozmosa, ker so 20 let neke pač stvari prihajale do mene, da so se manifestirale zdaj. Predvsem pa, če povzamem zdaj velike simbolike, seveda, ki jo treba spremljati, fajn mogoče tudi zgodbo malo poznati, ki obstaja. Če pa čisto na kratko, pa to dejansko zgodba o velikem upanju in tem, da se nikoli ne sme odnehati in da na koncu prevlada tisto, kar treba, da prevlada. No, tako. Ampak, ko sem gledal, sem imel občutek, da je prisotna neka apatija. Ja, zato ker, da si zelo empatičen, moraš imeti pač na žalost tudi težke življenjske izkušnje, moraš zelo na tla pasti, se z glavo udariti, zato da vidiš tisto stran, ki je težka, zato da sploh veš, kaj pomeni, da znaš videti razlike in znaš videti med dobrim in slabim. Če je vedno vse super, kar je seveda nemogoče, ne moreš tega razviti. In Aton, sigurno je kar nekaj dela tega, da je bilo zelo pač žalostnih delov v tej operi. Ja. Koliko časa je nastajala ta opera? Vse skupaj 20 let, načeloma bi mogoče že skoraj 60% lahko imel tam okoli leta 2005, ampak so manjkali koščki, manjkali so končki zgodbe, ki so rabili čas, tako kot drevo, veliko rab čas, da zrase in ne more čez noč se narediti. Ne? Tako tudi ta zgodba, ker jo tako dojemam, je rabila veliko časa, da se je naredila. In zato v bistvu 20 let približno. Kaj je bil pa navdih, da ste s tem pisanjem pričeli? Navdih je to, da ko komponiram, hočem čim manj razmišljati zraven, v smislu, da jaz z možgani ustvarjam, ampak želim, da se mi energije približajo in da mi povejo, kar mi imajo za povedati. To, kar je v meni, to, kar sem jaz, kar sem živel čez življenja, in ko se enkrat v tem smislu odpreš, stvari začnejo prihajati k tebi in pač začneš delati to, kar ti nekako duša tvoja veli. Zato je tudi naslov opere Zvok. Ja, zvok pa zato, ker Aton v bistvu mora vse odkriti, kaj je ta zvok, da bo naredil premik med ljudmi. Jaz sem imel občutek, ko sem poslušal in gledal, kot da ste črpal te zvoke iz kozmosa. Ja, sej so. Dejansko ste zelo pravilno ugotovili, ker, kot sem rekel, te zvoki so kar prišli in niti samih ne znam pojasnjevati in tudi rečem, da nisem sam komponiral. Ne vem zakaj, ker včasih ne razumem, kaj sem napisal, tudi da je 3/4 opere v laksenščini, se pravi v jeziku, ki v resnici za nas ne obstaja, se pravi, to je od nekje moralo priti, ne? In kako ste bil zadovoljen s to premierno predstavo kot avtor? Zelo sem bil zadovoljen. Vedno so kakšne malenkost tu pa tam, seveda se zgodi, ampak treba vedeti, da je zelo zahtevna opera, ker so tudi določeni deli so seveda ozvočeni, zvokovno je zahtevna, ker so ljudje z vseh koncev, in se pravi vzad za odrom, na odru, pod odrom seveda, in to vse skupaj zvok zbrati, da bo dobro zvenel, in Luka je naredil zelo dobro delo. Animacije, ki jih delal Matej Sušnik, so bile fenomenalne, zato so scene od Darjana dobile tak boost in Jaša kot cel je naredil izjemno režijo. Jaz sem toliko vesel, da je bil del tega in tako da res zelo zadovoljen. Hvala lepa za ta pogovor, se lahko prosim še predstavite. Rok Golob, skladatelj. Med samo opero sem v prvih 5-10 minutah občutila tako, kot da sem doma. Kot da se odvija ena zgodba, ki je del nas, čez katero smo vsi kot človeštvo šli in še zdaj sem čisto ganjena. In najraje bi odšla domov, tako brez ploskanja, brez vseh fanfar, lepo v miru, da bi lahko še malo stala s tem. Jaz sem Nataša Zupan, sopranistka. Ja, res je nekaj posebnega tale opera, ne? Vse prej kot klasična ali standardna opera, tako da pred nami je bilo veliko izzivov, velika zasedba, ogromno orkester, velik zbor in solisti,
prvič solisti ozvočeni, kolikor vem v tej operi in tako da je bilo veliko izzivov, ampak smo jih premagovali in na koncu se mi zdi, da smo zmagali, tako kot zmaga glasba, zvok, tako kot je tudi naslov tele naše krstne izvedbe opere Roka Goloba in meni kot dirigentu je bilo velik užitek sodelovati, tako da upam, da še kdaj. Drugače sem pa Simon Dvoršak, dirigent te predstave. No, to je treba vedeti, da to ni opera v klasičnem smislu, kot smo navajeni običajno tudi na tem gledališču Verdi, Donizetti in tako naprej. Je pa predvsem en vzdor ene drugačne glasbe, v bistvu neke ameriške glasbe po stilu in seveda tudi vsebine, ki je pa transcendentalna in to seveda to predstavo, težko bi rekel, opera dela nekaj posebnega. Tako da je v bistvu unikatna na naši sceni, upam pa, da ne zadnja. Kako ste kot oče doživljali? Vi ste oče skladatelja. Jaz sem veliko te glasbe poznal že prej, jaz sem v predstavi užival. Hvala lepa, se lahko prosim še predstavite. Jani Golob. Meni je bila opera izredno všeč, še posebej zaradi teh nekih novih efektov. Res imel tak občutek, kot da si v kinu oziroma noter v filmu, ker si tako potopljen v to, ampak je vse tako zelo realistično narejen in vse so take magične barve in lučke, da je bilo res ful dobro. In to v spremljavi še norih zvokov strani orkestra in pevcev se mi je zdelo res neverjetno. Pač nekaj čisto novega za slovensko sceno in tudi se mi zdi, da za opero, ker sem velikokrat hodila na bolj priredbe klasičnih oper, tako da se mi zdi to res neka nova inovacija in res neverjetno. Se lahko prosim še predstavite? Ula Simonič. Opera mi je bila zelo všeč. Moram reči, da sem bila ena izmed ljudi, ki so bili zraven pri nastajanju teh vseh pesnitev. Saj sem bila v času, ko je Rok Golob to pisal, članica Terceta Katrinas, ki je vse te pesnitve nekako že prepel, večinoma njih. Bila mi je zelo všeč, seveda, ker mi je ta glasba blizu in čestitam vsem kreativcem te opere. Moje ime je Eva Hren, jaz sem pevka in kitaristka, glasbenica. Zame je bilo to kar tako čustveno intenzivno doživetje poslušati to Rokovo novo opero. Nisem čisto vedela, kaj naj pričakujem. Vedela sem, da je sestavil nekaj svojih del, ki jih je napisal že pred časom in res tako nisem vedela, kako bo stvar slišati in kako bo videti. No, bila sem tako prijetno presenečena. Veliko teh melodij sem poznala že od prej. Ampak so zdaj zvenele tako res čist drugače. Scena mi je bila res čarobna, sploh na momente. Malo sem iskala zgodbo vmes med tekom predstave in sem potem videla, da s tem zamujam veliko lepih melodij, harmonij in scen. In sem potem odmislila en trenutek in sem rekla, zapri oči za nekaj časa, zresetiri se, pozab, kar poznaš že od tega in samo posluši pa uživi. In od tistega trenutka naprej mi je bilo tako res čarobno, lepo. Se lahko prosim še predstavite? Sem pa Marija Kavčič. Ta opera je bila nekaj najboljšega, kar sem slišal v glasbenem svetu. Kombinacija fantastičnega zvoka, vizualnih efektov in moram priznati, ne glede na to, da sem moški, da sem se kar dvakrat zjokal tekom opere. Sem res navdušen. Še vedno sem pod vtisom Goran Golubović. Ta opera je odlično prikazala današnji svet v najlepši luči. Zvok je lepo pričaral, odličen skladatelj Rok Golob, Sergej Golubović. Ja, precej zanimiva zadeva. Ne vem, če bi jo pomenovala glih opera, oziroma si kot opera predstavljam nekaj malo drugačnega, nekaj mogoče malo bolj klasičnega. Vsekakor pa zanimivo za pogled, predvsem se mi je bil všeč zelo plesni vložki, kar obožujem ples. Tanja Matko, Planet lepote. Sem kot koreografinja zelo zadovoljna s predstavo, s tem, v bistvu, kar smo uspeli narediti.
Zelo mi je fajn, ker v bistvu sem imela veliko prostora za ustvarjanje, da je v bistvu, ne glede na to, da predstava spada pod operni del programa, smo vseeno hoteli ustvarjati tako, da imajo v bistvu plesalci tudi dosti veliko vlogo oziroma vsaj približno enakovredno kot tudi ostali akterji na odru, kar je pomenilo zame, da sem v bistvu lahko imela veliko prostora za ustvarjanje. Ja, in sem lahko izkoristila veliko situacij, kjer so pol tudi plesalci lepo prevzeli prizor in v bistvu vplivali na celo dinamiko predstave. Tako da zelo fajn, ja. Edino, kar ste vprašali za težave, edino, s čimer sem se mogoče spopadala, je bilo pri oblikovanju koreografije za zbor, ker v bistvu je zborska opera, zborovsko petje prevladuje v tej predstavi, kar pomeni, da oni neprestano pojejo na polna pljuča in v bistvu ne morejo veliko gibati, vmes, ko pojejo. Tako da v bistvu je bilo treba najti načine, koliko jim dati, da ni preveč, da lahko oni še vedno pojejo, ampak ne pa premalo, da ni tako, da pa samo stojijo. Tako da v tem smislu nekako. Ampak smo pa vsi zelo zadovoljni z rezultatom. Hvala lepa. Se lahko prosim še predstavite? Ja, Tajda Podobnik, sem bila koreografinja pa asistentka režije. Ja, The Sound, čarovnija. Ta predstava je res nekaj posebnega, se mi zdi, da je vizualni presežek, toliko enih čudovitih podrobnosti, ki jih je Jaša z ekipo domislil, da te res ponese v neki čist svoj čarobni, magičen svet. Sicer pa ja, kot fotografinja sem sodelovala pri projektu in za mene je bilo velik izziv ustvariti čudovite fotografije, ne zaradi tega, ker ne bi bila predstava krasna, seveda je, ampak zato, ker je res toliko kontrastov, teme, nekih takih malih detajlov, ki jih fotoaparat ponavadi ne zazna. Vseeno pa se mi zdi, da je nastalo nekaj zelo lepih tudi fotografij, ki upravičijo samo predstavo, ki si jo je vsekakor se splačajo pogledati. Hvala lepa, se lahko prosim še predstavite? Ja, Mankica Kranjec, fotografinja.